Krožnica in krog sta naša nova tema. Zdaj, krožnica je v bistvu ponavadi tisto, kar mi mislimo, da je krog. In sicer krožnica je množica točk v ravnini, oziroma tako krivulja, ki je enako oddaljena od izbrane točke. Tej izbrani točki rečemo središče, seveda, ne? In razdalja, tej razdalji od središča do krožnice pa rečemo polmer. Zdaj pa, da ne bomo tako teoretično tole zastavili. Kako se lotimo risanja krožnice? Ja, najlažje je, če imamo šestila. Takrat naredimo eno točko. Bom jaz zdaj to označila, to točko, s križcem ali bolj takim muhastim. In bom rekla S, središče. Potem bomo vzeli šestilo. Bomo zapičili šestilo v to točko, ki se reče središče. In obkrožili s šestilom celoten krog. Takole. No, v krogu pa še imamo različne druge stvari, ne? Različne druge pojme in definicije. Pa si poglejmo nekaj takih osnovnih. Najprej smo rekli tole S, temule rečemo središče. Bom tole napisala S, središče. Potem smo omenjali polmer. Polmer je ravna črta, v bistvu, ki povezuje središče s katerokoli točko na krožnici. Se pravi, temu rečemo, označimo z malim r in mu rečemo polmer ali radij. Tule imamo te stvari že napisane. Tule je polmer ali radij. Potem naslednja stvar je, rečemo, premica, ki seka našo krožnico. Pravi, narišemo eno premico, ki jo poljubno seka. Označimo jo z, bomo jo tudi s Q označili, lahko bi jo tudi z S, ne? Ker je sekanta. Ker seka našo krožnico, ji rečemo sekanta. Ta sekanta seka krožnico v dveh točkah, in sicer tule in tule. Označimo jih z A in B. A in B je v tem postala daljica in tej daljici, ki ima oba krajišča na krožnici, rečemo tetiva. Se pravi, daljica, ki ima oba krajišča na krožnici, je tetiva. Zdaj, zakaj je to tetiva, a ne? Če bi pogledali samo tale del, se pravi, če bi pogledali tole in pa tole, potem dobimo en tak indijanski lok. Pri loku bi tole bila tetiva, a ne? Ta del pa sestavlja glavni del loka in tudi v matematiki rečemo temu delu lok. Zdaj pa, da ločimo, ne, ko imamo zdaj dve točki in zdaj, da vemo, ali gremo od A do B po tej poti ali od A do B po tej poti. Potem za tetivo napišemo, da je to kar AB, ne, tetiva. Za lok rečemo pa AB in nad temi črkami narišemo tak lok. To je pa lok na krožnici, ne, med točkama A, B. Tako, no, potem imamo še pa premer. Premer je pa razdalja od ene točke do druge točke na krožnici, s tem, da moramo iti skozi središče, ne. Se pravi, premer kroga je najdaljša tetiva, ki jo lahko dobimo.
gremo čez središče in na drugo stran. Takole. Pa recimo rečemo E pa F in vse tole, ne, je premer. S tujko mu rečemo diameter in zato ga označimo tudi z D, ne, in E in F sta diametralno nasprotni točki. To niti zdaj ni tako pomembno, v glavnem, če si čisto na drugih koncih stojita, sta diametralno nasprotni. Včasih se s kako tujko tudi opiše kaj druga, pa je prav, da jih mogoče slišite, ne. Oznake D za premer je zato, ker je diameter, ne, in pa R zato, ker je radij oziroma polmer, ne. Niso slovenske oznake in zato tudi s tujko povemo. Tako, zdaj nam je pa ostala izmed tehleh, ne, tetivo smo, lok smo, to smo vse. Ostala nam je še tangenta. Tangenta je pa tudi zelo radi s tujko poimenujemo, drugače je pa to dotikalnica. In zdaj, če tako pomislimo, kaj bi dotikalnica bila. Dotikalnica je torej premica, ki se samo v eni točki dotika krožnice. Zdaj pa, kako to doseči, ker če bi risali te premice, ne, pa bi takole, mi bi hoteli, ne, tule, evo, da bi v eni točki, ampak glejte, če jih zelo blizu damo kroga, še vseeno se zelo hitro v dve točke dobi, ne, in tule zdaj, ko jaz imam malo debelejšo črto, bi človek rekel, da se kar v enih 6 točkah dotika, ne. Samo ena točka je dobra, v kateri se dotika, in to je tam, kjer je polmer pravokoten na to tangento, ne, se pravi tule. Tangenta je pravokotna na polmer. To je tudi polmer in ta tangenta mora biti na ta polmer pravokotna. Se pravi, če želimo mi narisati v neki točki tangento, moramo narediti najprej točko, potem polmer in potem šele pravokotnico na to, ne. Tako, spoznali smo zdaj osnovne pojme, ki se dogajajo v krožnici oziroma krogu. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!